Dame in gospodje, spoštovane kolegice, kolegi, študentke, študenti, prijatelji znanosti. Dovolite mi, da vas v imenu Univerze v Novi Gorici, današnje gostiteljice dogodka in organizatorice tradicionalnih znanstvenih večerov, prav toplo pozdravim tukaj na dvorcu Zemono in vam zaželim veliko zadovoljstva ob poslušanju današnjega predavanja, ki ga je pripravil naš gost, docent dr. Aleš Podgornik. Dovolite mi, da uvodoma spregovorim par besed o njegovi znanstveni poti, ki se je začela, lahko rečemo, že v študentskih časih, ki jih je Aleš Podgornik preživel v Ljubljani, tam je diplomiral, magistriral in leta 1998 tudi doktoriral. Lahko rečemo, da je Aleš Podgornik predstavnik mlade generacije slovenskih znanstvenikov, ki je uspel uspešno združiti tako temeljno raziskovalno delo z aplikativnimi raziskavami in končno tudi prenosom raziskovalnih dosežkov v prakso in lahko rečemo tudi podjetništvo. Da je temu res tako, priča dejstvo, da je bil že od leta 1992 takoj po diplomi vodja razvoja v podjetju BIA. Danes pa je odgovorni znanstvenik, če tako rečemo, v podjetju BIA Separations v Ljubljani. Od leta 2001 je tudi docent na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. O njegovi znanstveni uspešnosti pa priča obsežen opus publikacij, kar 60 znanstvenih in preglednih člankov naštejemo v njegovi bibliografiji, ki so bili citirani preko 700-krat v objavah drugih avtorjev. Aleš Podgornik je prejel tudi dve pomembni priznanji za raziskovalne dosežke. In sicer leta 2001 zlati znak Jožefa Stefana, ki ga podeljujejo za najboljše doktorate opravljene v Sloveniji. Leta 2005 pa tudi državno priznanje, to je Zoisovo priznanje za vrhunske dosežke v raziskovalni dejavnosti. Nenazadnje bi rad omenil tudi 13 patentov, katerih soavtor je današnji predavatelj. Med njimi najdemo tudi nekaj takih, ki so povezani s tako imenovanimi monolitnimi nosilci CIM. To so predstavniki četrte generacije trdnih nosilcev v tekočinski kromatografiji in kot je napisano tudi v, mislim da, propagandnem materialu podjetja BIA, so ti monolitni nosilci pomenili tudi začetek novega obdobja na področju tekočinske kromatografije. Obenem je to osnovni material, osnovna tehnologija tako imenovanih inteligentnih filtrov, o katerih nam bo pa danes več povedal docent dr. Aleš Podgornik. Zato ga prosim, da predstavi, kot je sam zapisal, tudi nekaj pasti v razvoju in seveda izzivov v razvoju novih tehnologij. Prosim, Aleš. Najlepša hvala za ta izčrpen uvod. Mislim, sem poslušal, to mi je ratalo že prav nerodno, kaj vse je ta človek naredil. Hvala, da ste prišli sem. Jaz upam, da bom uspel povedati kaj koristnega, da ne bom preveč stvari zakompliciral in da se bomo na koncu lahko kaj pogovorili in sem prepričan, da se bom tudi jaz marsikaj od vas in vaših vprašanj naučil. Torej, naslov mojega današnjega predavanja je inteligentni filtri oziroma to so razna orodja za čiščenje določenih molekul, kot bomo videli. No pa pojdimo malo pogledati, zakaj in kako sploh kakšne stvari potrebujemo. Če pogledamo malo tle, jaz se opravičujem, malo slabo se vidi, tako da določene tabele se ne bo videlo, kaj je, ampak bom povedal čisto na kratko. Ta tabela prikazuje delež smrtnosti na svetu po raznih deželah, razvitih in nerazvitih, predvsem z namenom, da bi videli, kakšni so vzroki in kateri so vzroki za
to, da določen delež ljudi umre. In kot vidimo, vsaj v razvitih deželah so to razne bolezni srca, razna avtoimuna obolenja, raki in tako naprej, v nerazvitih pa prednjačijo infekcije in HIV. Tudi poleg tega imamo danes precej debat, mogoče par let nazaj je bilo še več, ampak to se vsak toliko ciklično pojavlja, o možnosti nevarnosti nastopa pandemij, ki so zabeležene že skozi celo človeško zgodovino in so zahtevali ogromno življenj. V času po 11. septembru se veliko govori tudi o bioterorizmu, spomnimo se določenih pisem z antraksom in tako naprej. Skratka, obstojajo resne možnosti, da v nekem trenutku izbruhne neka množična bolezen, ki zna biti usodna za mnoge ljudi, tako kot je bilo recimo zadnja najbolj znana leta 1918, tako imenovana španska gripa, ki je pomorila več kot 20 milijonov ljudi, preko 100 milijonov pa je bilo okuženih. No, v sodobnem času se govori o tem, o možnosti, da bi se virus ptičje gripe mutiral in lahko povzročil kaj podobnega. Tako da te nevarnosti so prisotne in seveda se postavlja naravno vprašanje, kaj lahko danes naredimo za to, da bi prešli te probleme. In odgovor je v bistvu na dlani. Rabimo zdravila, rabimo cepiva, ki omogočajo, da bi se izognili tem boleznim, če pa že nastopijo, da bi jih probali čim hitreje pozdraviti in omejiti. No in danes večina raziskav za tovrstne stvari poteka na področju zdravil, ki temeljijo na velikih bioloških makromolekulah. Kaj pa so te biološke makromolekule? To so recimo vakcine, virusne vakcine, ki se lahko uporabljajo kot oslabljeni virusi za imunizacijo, da postane imunski za trening imunskega sistema, ki nam omogoča potem, da se uspešno zavarujemo pred napadi. Lahko pa so tudi virusi uporabljeni kot virusni vektori, to je kot nosilci recimo dednega materiala, zato da prodre v celico in lahko ozdravi določene bolezni. Potem se precej govori danes o genski terapiji, o genskih zdravilih. Pod gensko terapijo navadno razumemo, tako kot sem že omenil, viruse, ki pa so modificirani na način, da vsebujejo dednino, ki ni njim lastna, ampak naj bi bila koristna za človeško telo, temu se pravi virusni vektori. Dosti pa imamo tudi tako imenovanih genskih zdravil na osnovi plazmidne DNA, to je krožna DNA, ki kodira določene sekvence, s katero zdravimo oziroma poskušamo zdraviti tudi razne avtoimuna obolenja in druge smrtne bolezni, kot so rak in tako naprej. Tlele v tej tabeli zgoraj, kar pa se zopet ne vidi, je recimo delež raziskav, ki poteka na genski terapiji, se pravi po katerih boleznih in katere viruse oziroma katere plazmide se za to uporablja. Kar je pomembno tukaj je, da dan današnji že za klinične faze, to pomeni faze, ki so stopnje raziskav učinkovitosti nekega zdravila, potrebujemo dokaj velike količine, recimo plazmidne DNA. Tisti, ki se s tem ukvarjate, veste, da so običajno nano ali pa mikrogrami že zadosti. Seveda za razne terapije govorimo o gramskih količinah ali pa še več. Kako se bo ta trg razvijal, ne ve, ta trenutek še nihče, bo pa naslednje leto, vsaj tako pravijo, prvo zdravilo na osnovi plazmidne DNA na Japonskem prišlo v obtok in od takrat naprej pričakujemo nagel porast tudi tovrstnih potreb. In seveda danes najpomembnejša skupina zdravil, ki je že v vsakdanji uporabi, so zdravila na osnovi monoklonskih protiteles, teh je mnogo, zdravijo razne infekcije, razne smrtne bolezni, kot so rak, avtoimune, astma, multiple skleroze in še mnogo drugih. In ogromno je teh zdravil, ki se poleg že naštetih trenutno še razvijajo. Letna poraba na posamezno zdravilo je med 10 in 100 kg, kar je v bistvu ogromna količina za to, da jo čistimo. In kaj tlele vidimo? V bistvu, da je tudi trg dokaj velik. Govorimo o milijonih ali pa celo milijardah dolarjev, samo trg monoklonskih protiteles,
Projekcije za v prihodnje so pa, da se bo to vsaj podvajseterilo. Seveda o projekcijah lahko debatiramo tako in drugače. Kakorkoli, zgodovinsko gledano, v zadnjih letih je ta trg znatno rasel. Kako pravzaprav ta biološke zdravila oziroma biološke makromolekule proizvajamo? Običajno, če govorimo o monoklonskih protitelesih, pa tudi o DNA-ju, imamo nek mikroorganizem, ki ga gojimo v bioreaktorju. Potem odvisno od tipa zdravila in načina ekspresije in tako naprej, moramo to zdravilo ponavadi ekstrahirati ven iz celice, tako da jo celico samo razbijemo, odstranimo ostanke celičnih sten in celičnih membran. In končna faza je čiščenje samega produkta, ki je lahko v različnih koncentracijah prisoten. In kot so razpoznali že kar nekaj tudi državnikov, je predstavlja izolacija teh molekul trenutno v svetu relativno veliko ozko grlo. Če pogledamo samo par stvari, že leta 2004 je predsednik Bush tako rekoč zaukazal, malo tudi pod vtisom in vplivom vseh nevarnosti, terorističnih napadov in podobnih stvari, da se mora intenzivirati tako proizvodnja kot čiščenje tovrstnih stvari z namenom, da je v primeru izbruha kakšne pandemije ali pa epidemije odzivni čas, se pravi od trenutka, ko detektiramo organizem, do trenutka, ko smo sposobni narediti cepivo čim krajši in potem, ko je cepivo narejeno, da smo ga sposobni proizvajati v zadostnih količinah. Podobne smernice najdemo tudi v okviru 7. evropskega programa. Nemško ministrstvo je izrecno lani dalo smernice, da se mora čiščenje oziroma tako imenovano tujko downstream processing ojačevati in razvijati. In če pogledamo to tabelo lanske študije, oziroma letošnje iz aprila 2008, ampak podatki so od lani, kjer sprašujejo, kaj je ozko grlo proizvajalcev samih bioloških zdravil, vidimo na prvih dveh mestih, da so to procesi čiščenja in potrebe po novih tehnologijah čiščenja. Se pravi, današnje ozko grlo dejansko v teh proizvodnih postopkih ni toliko samo gojenje mikroorganizmov, ampak sposobnost pridobivanja teh zdravil v zadostnih količinah. Zakaj je to tak problem? Poglejmo, tukaj vidimo eno tabelo, zopet verjetno se ne vidi kaj dobro, bom na hitro šel skozi. Kakšna je zahtevana čistost proteinov, monoklonska protitelesa so proteini, veliki proteini, zato, da jih lahko uporabimo v humane namene, za terapijo. No in vidimo, da je zahtevana čistost na 99,9%, da mora biti zelo nizka vsebnost oligomerov oziroma dimerov teh proteinov, da ne sme biti oziroma mora biti izjemno nizka prisotnost virusov, tle govorimo o logaritemski skali, nekje 10 na -9, potem mora biti zelo nizka vsebnost genomske DNA zaradi morebitnega vgrajevanja v človeško dednino, izredno nizka mora biti tudi koncentracija endotoksinov, to so snovi, ki nastajajo pri razpadu celičnih sten nekaterih bakterij in so zelo toksični za telo. In v zadnjem času, odkar se govori o norih kravah, je potrebna tudi zelo nizka vsebnost prionov, ki se kontrolira. Poleg zahtev po čistosti gre za samo konsistenco produkta. Vemo, da proteini so podvršeni posttranslacijskim modifikacijam, kar pomeni, da lahko osnovni skelet proteina se nekoliko razlikuje glede na način njegovega pridobivanja in tudi to mora biti pod kontrolo. Pri makromolekulah pravzaprav produkt ni definiran samo molekulo na koncu, ampak tudi s postopkom oziroma procesom, kako to molekulo lahko pridobimo, ker način, kako jo pridobivamo, tudi vpliva ravno na takšno, tako imenovano mikroheterogenost. Seveda so potem tudi nečistoče, ki so do neke mere dovoljene, vendar morajo biti kontrolirane. In pa ravno zaradi tega, kar sem prej rekel, iz stališča procesiranja, da je tudi sam proces, del zagotavljanja ponovljivosti produkta, moramo vedno na podoben način stvari speljevati. No in trenutno je kromatografija edina metoda na svetu, ki omogoča, da dosežemo zahtevano stopnjo čistosti.
Kaj pravzaprav kromatografija je? Samo to je zdaj ABC kromatografije, čisto na hitro. Kromatografija je metoda, kjer imamo trdno fazo, ki ima določene kemijske skupine na njej in molekule, ki jih črpamo skozi to trdno fazo, se zaradi naboja ali pa zaradi različnih lastnosti, ki jih imajo na površini, stopijo v interakcijo in se bolj ali manj zadržijo. Tipično imamo kolono, v katero so napolnjene te trdne faze, ki so v obliki delcev, zato da jim povečamo specifično površino, na katero se lahko te molekule vežejo, so te delci porozni in imajo take drobne zaprte pore, v katerih se nahaja običajno preko 90% površine. Ta površina je potrebna zato, da lahko čim več molekul vežemo, da imamo čim višjo kapaciteto. In kaj pomeni to? Molekule, ki imajo različen zadrževalni čas, ki se različno dolgo zadržijo na trdni fazi, prihajajo ob različnem času ven iz kolone in se na ta način ločujejo. To je v bistvu osnova te kromatografske ločbe. In ker imamo lahko različne skupine na tej trdni fazi, lahko različne molekule med sabo na različne načine ločujemo in na to preko več korakov pridemo do zahtevane stopnje čistosti. Kaj želimo od te trdne faze, da bi imela v idealnem primeru? Želimo, da se nam veže čim več naše molekule gor. Želimo, da lahko med sabo vse spojine ločimo, ker če bomo vse spojine lahko ločili, bomo lahko tudi našo ciljno spojino izolirali. In želimo, da lahko hitro prečrpavamo skozi naš vzorec, kajti hitreje, ko ga bomo prečrpavali, več ga bomo lahko v čim krajšem času očistili. Kaj pa se dogaja? Prej sem omenil, da imamo v tem delcu pore noter in molekule, če hočemo, da pridejo do vse površine, ki je skrita tu noter, morajo sem not difundirati. Zaradi tega, ker so te pore zaprte, v njih tekočina miruje, se pravi, je edini možen mehanizem transporta naravno-Brownovo gibanje molekul oziroma njihova difuzivnost. Kaj se zgodi potem? Pri pretoku, v prvem pretoku imamo kapaciteto, ko molekule dosežejo vso površino v notranjosti, ker jim damo dovolj časa, relativno visoko. S tem, ko višamo pretok, se nam zgodi kaj? Da kapaciteta pada. Zakaj? Zaradi tega, ker delci oziroma molekule ne morejo priti do vseh točk našega nosilca in posledično imajo navidezno nižjo kapaciteto. Potem imamo še en problem. Potem, ko se stopijo v interakcijo delci in se desorbirajo, če povečamo pretok, ravno tako ne uspejo dovolj hitro vse molekule priti ven, kar se odraža spet v tako imenovani nižji ločljivosti, tiste vrhove, se pravi čas oziroma volumen, v katerem lahko pridejo molekule iz kolone, se podaljša. In to se odraža, prej smo imeli recimo takle vrh za našo molekulo, zdaj se je pa razširil. Torej, problem so difuzija molekul v sam nosilec. In kaj vidimo? V tej tabeli imamo tako imenovane difuzivnosti molekul. Kaj pomeni? Pomeni, da manjša, ko je molekula, bolj je živahna, hitreje se giblje v praksi. In tle imamo eno potenco 10⁻⁴ za vodikov ion, za proteine je recimo okoli 10⁻⁷. To ni bistveno enote, niso bistveno nič, bistveno je, da vidimo razliko. Za zelo velike molekule, kot je recimo genomska DNA, je difuzivnost še bistveno nižja. Govorimo o 10⁻⁹, torej faktor 100 razlike. Kaj to pomeni? Če imamo recimo analizo proteinov, ki traja 20 minut, bi potrebovali pri tem načinu za čiščenje genomske DNA 1,5 dni za enako učinkovitost, ker je difuzivnost teh molekul toliko nižja. Torej, tle je en problem in to je dejansko ozko grlo v čiščenju teh molekul. Kaj lahko naredimo? Ja, probamo te naše nosilce oziroma trdno fazo nekoliko spremeniti. Kako? Tle smo videli, da morajo molekule same difundirati noter, torej je logična ideja, če so same tako lene, da se jim ne da prodreti noter, ajde, dajmo jih poriniti. Stvari se potem pospešijo običajno. No in tako so prišli ljudje že davno na idejo tako imenovanih pretočnih nosilcev, se pravi, da bi vse te pore,
ki so tukaj prisotne in zaprte, odprli in potiskali molekule skozi s hitrostjo, kot je pač črpamo ostalo mobilno fazo. No in tako se je rodila ideja o tako imenovanih inteligentnih filtrih. To moram reči, da je bolj tako ime neposebno znanstveno. Jaz osebno raje govorim o monolitih, o kromatografskih monolitih. Zakaj o monolitih? Monolit pomeni v grščini v bistvu iz enega kosa. In to tudi lepo ponazarja ključno razliko med delčnimi nosilci, ki se klasično uporabljajo v kromatografiji, ki jih vidimo tlele, to je ta prah in so veliki nekaj mikronov, in pa monoliti, ki so iz enega kosa poroznega materijala. Kdaj so se te monoliti prvič pojavili? Pojavili so se tle že v koncu 60-ih, 70-ih let, vendar takrat ni bilo neke posebne potrebe po tovrstnih nosilcih, zaradi tega tudi niso glih ne vem kako zaživeli. Resnici na ljubo je bilo pa tudi to, da koncept sicer je bil pravi, vendar je bilo en kup tehničnih težav glede trdote, glede kemijske obstojnosti in tako naprej. In pol vidimo, da dolgo časa ni bilo nič, potem je bilo pa z razvojem biotehnologije, predvsem z razvojem potrebe po čiščenju velikih molekul, po vzporednih analizah, se pravi po procesiranju velikega števila vzorcev, po čim hitrejšem razvijanju novih kromatografskih metod, tudi potreba po hitrosti vedno večja in to je tudi botrovalo, da je tle prišlo do kar ene velike eksplozije, da če bi naprej risal, je tega še bistveno več in več. Začetki tega so pa nekje konec 90-ih let. No, monoliti, za njih je značilno, da so, kot sem rekel, iz enega kosa in so porozni, medtem ko kar se tiče same notranje strukture, to so slike pod elektronskim mikroskopom, so lahko zelo različni, so lahko vlaknaste strukture, delčne in tako naprej. Torej imamo celo morje tega in lahko so tudi različnih kemij. Poznamo anorganske in organske nosilce, tako da monolit ne definira točno, kaj je, definira, kakšne oblike je ta stvar. No in naše podjetje je v bistvu že leta 1998 naredilo prvi monolit, oziroma takrat je bil že na trgu, ki je izgledal takole, ko ene take tabletke, ki so tudi fajn za se igrati. Imel pa je zelo majhen volumen, 0,34 ml. In nas je zanimalo takrat predvsem, ali vse te lastnosti, o katerih se je predpostavljalo, da ne bi jih imeli, tudi v resnici držijo. Tole je slika našega monolita. Zanimalo nas je, ali molekule dejansko prodirajo noter, tako kot se je predvidevalo in se pretakajo. Drugo vprašanje je bilo, ali so pore, ki so tukaj med sabo dovolj povezane, da lahko molekule prosto prehajajo in da dobimo v bistvu kot rezultat dejansko učinkovito ločbo. Kajti, če čemu ni tako, potem se učinkovitost kolone, če te pore ne bi bile povezane, tako znižuje, da postane praktično neuporabna. Pogledali smo, ko smo naredili, kako strukturo imajo te monoliti in želeli smo, da imajo pravzaprav dve lastnosti. Eno je, da imajo relativno velike pore, zato da so pretočni. Kajti, če so te nosilci nepretočni, potem ti nič ne pomaga, če teoretično lahko črpaš skozi ogromno, v resnici pa ne moreš, ker je povratni tlak tako velik. Torej, to smo zagotovili z ustrezno velikimi porami, hkrati so pa mogli imeti dovolj majhnih por, ki pa so še vedno pretočne, zato da smo zagotovili dovolj visoko specifično površino, ki je omogočala vezavo zadostnega količine molekul na sam nosilec. In to so dejanski podatki, kako to izgleda. No in sledilo je eno obdobje preučevanja, kako se te monoliti res obnašajo. Ali je transport res temelji na konvekciji, se pravi na prenosu z mobilno fazo, kako je s tlakom, če so dovolj pretočni, in tudi kakšno imajo kapaciteto. Se pravi, kaj to pomeni glede hitrosti gibanja? Glede hitrosti gibanja to pomeni, da molekulo prenesemo v poro in tudi znotraj pore se ne giblje z lastno difuzijo, ampak jo porivamo skozi. In eksperimentalni podatki so to dejansko potrdili,
Tlele vidimo ločbo 3 proteinov pri različnih pretokih, kar je pomembno je, da se te krivulje prekrivajo. Pri klasičnih nosilcih se ločba s višanjem pretoka znižuje, torej učinkovitost pada. Pri naših monolitnih nosilcih pa se to ohranja. In tele črte tukaj so tako imenovane prebojne krivulje, ki nam kažejo točko, ko je nosilec nasičen in pridejo molekule skozi, se pravi, se ne morejo več vezati. In tudi ta lastnost se je izkazala, da je neodvisna od pretoka. Kar pomeni, da je v praksi stvar se dejansko tako obnašala, kot smo tudi predvidevali. Še ena zanimiva posledica tega je, da lahko izredno hitro ločuješ proteine. V konkretnem primeru tlele vidimo ločbo 3 proteinov v manj kot 10 sekundah. Manj kot 10 sekundah, tiste, ki delate s kakšnimi merilnimi inštrumenti, veste, da so tipični odzivni časi, recimo elektrod, pH ali pa kisika, daljši od tega. Kar pomeni, da govorimo lahko o neke vrste kromatografskih senzorjih, ki nam omogočajo, da zasledujemo razne procese praktično online, se pravi sprotno. Naprimer v bioprocesih ali pa tudi v preparativnih procesih čiščenja lahko jemljemo frakcije in imamo v parih sekundah informacijo o določeni nečistoči v našem produktu. Potem je še ena pomembna lastnost, ki smo jo gledali, in to je padec tlaka. Tlele ne se strašiti, ni dosti enačb in tudi ne bomo jih gledali. Kar pa je samo pomembno tukaj je, da sta 2 parametra noter in to je poroznost in velikost por. In prav pri poroznosti je ena zanimiva stvar. Pri delčnih nosilcih kolono napolnimo tako, da jih stresemo noter in ostane med njimi prazen prostor. In izkaže se, da je ta sloj stabilen nekje do poroznosti 40%, nad to poroznostjo spontano kolapsira, kar pomeni, da je pretok nižji. V primeru monolitov, kjer so te delci ali pa vlakna med sabo povezani, je ta poroznost lahko bistveno višja in dosega tudi vrednosti do 99%. Kaj to pomeni? To pomeni, da je padec tlaka zaradi tega, ker je bistveno višja poroznost pri danih pogojih nižji, kar je tudi nekaj, kar si želimo. In tretja stvar, ki se je tudi eksperimentalno dokazala, je, da imajo visoko dinamično kapaciteto. Kaj to pomeni visoko dinamično kapaciteto? Dinamično pomeni, da je kapaciteta v pretoku visoka za velike molekule. Zakaj? Če predpostavimo enoplastno adsorpcijo, se pravi, imamo sloj površine, na katero se nalimajo molekule, tako kot če bi tele notebooke nastavljali, enega zraven drugega na mizo, in merili njihovo maso, je logično, da višji kot so tele notebooki oziroma prenosni računalniki, več mase bi lahko na mizo stlačili. Točno to nam to pove. Velike molekule imajo večji volumen in pod predpostavko enake gostote, je več mase naloženo na enako površino. Torej, iz tega se da sklepati, da večja, ko bo molekula, višja bo dinamična kapaciteta in to je bilo tudi tako teoretično, kot eksperimentalno potrjeno. Pravi, če pogledamo tle 2 proteina, tiroglobulin ima molekulsko maso okoli 660 kilodaltonov, BSA 10-krat manjši in za klasične delčne nosilce kapaciteta pade, zaradi tega, ker ne morejo več zaradi svoje velikosti iti v tiste pore, ki smo jih videli prej, medtem ko pri pretočnih nosilcih ta kapaciteta raste zaradi tega, ker je dostopna celotna površina. Torej, na osnovi tega smo rekli, monoliti so idealni ravno za čiščenje velikih makromolekul. Zaradi tega, ker imajo tokovno neodvisno kapaciteto, se pravi, lahko hitro črpamo skozi in omogočajo hitro in učinkovito ločbo. Ampak tisti monoliti, ki smo jih mi imeli, so bili v bistvu volumna 0,34 ml. Če hočemo mi čistiti velike količine, je treba pripraviti dokaj velike monolite. In ključno vprašanje v tem primeru je bilo, a lahko pripravimo velike monolite s homogeno strukturo in kakšna naj bo njihova geometrija. To je bilo precej podobno res Indiana Jonesu lovu. V tistem času ni nihče vedel, a se to da narediti ali ne. Tretja stvar, ki smo jo zahtevali, je, da so pretočni, da imajo čim manjšo padec tlaka.
Zakaj ni nihče verjel v to? Tole je citat še iz leta 2003, enega vodilnih ekspertov, ki pravi: in zato mislim, da je priprava monolitov večjih od nekaj milimetrov zahtevna, kar pomeni, da je malo verjetno, da bomo kdaj videli preparativne monolite. Zapomnite se to ime, bom pokazal njegov citat na koncu, je mičkeno drugačen. Kako smo se lotili problema? V bistvu problem homogenosti, zato da imamo mi učinkovito delovanje teh monolitov je, da imamo enakomerno strukturo, ne glede na to, kako velik je ta monolit. Se pravi, te pore morajo biti enake. In žal se izkaže, da pri pripravi teh monolitov temperatura izredno vpliva. Tlele je en primer, ko je velikost por, kako se spreminja v odvisnosti od temperature. Tlele je logaritemska skala, se pravi, pri spremembi temperature 8 stopinj pri pripravi monolitov dobimo strukturo, ki je za velikostni red drugačna. Kar pomeni, če smo imeli tlele 1, imamo tle 10 mm pore. Seveda so to ustrezno manjše vrednosti. In potem, ko smo merili, kaj se dogaja med polimerizacijo v eni palici premjera 5 cm, se je izkazalo, da je ta temperatura narasla za 80 stopinj. Prej je 8 stopinj en velikostni red, 80 stopinj vržeš vse v kanto. Drugi slajd za enačbo. Včasih so mi rekli, da vsaka enačba razpolovi število poslušalcev, zdaj tle jih je kar nekaj, tako da lahko mirno zaspite do konca. Kakorkoli, to nisem zato, da bi dal, da bi vas ustrašil, ampak zato, da vidite, da za vso to zgodbo obstoja tudi nekaj malega znanosti. No, izkazalo se je, da smo z masnimi in toplotnimi bilancami lahko dokaj natančno opisali te temperaturne profile znotraj polimerizacije in smo relativno dobro razumeli, kaj se pravzaprav dogaja. In na osnovi tega smo imeli ustrezna orodja, da smo vedeli, pod kakšnimi pogoji lahko polimerizacija poteka, kako velike monolite pripravljamo in kakšne lastnosti lahko pričakujemo. Potem se je pojavilo naslednje vprašanje. Kakšna oblika naj bo monolit? Ali naj bo tak disk, kot smo videli te majhne, tiste kovančne, ali naj bo klasična palca, kot so tipične kromatografske kolone, ali pa mogoče je lahko cilindrične oblike. Kakšne so prednosti in slabosti posameznih pristopov? Če gledamo prirastek volumna pri dani debelini monolita, spravi, če povečamo samo dolžino, je prirastek linearen. Če pri disku, če ohranjamo debelino in širimo premjer, je prirastek kvadraten volumna in pri cilindru ravno tako. Pri palici, če je predolga, imamo problem padca tlaka. Pri disku, če je preširok in pretanek, je problem mehanske stabilnosti, torej postane krhek. Pri cilindru samem se je pa izkazalo tudi, da je problem debelina malo zaradi ukrivljenosti. Ampak ne glede na to, smo gledali še eno stvar in to je padec tlaka pri danem volumnu in danem pretoku glede na geometrijo. In izkaže se, vidi se ne nič, ampak mi morate verjeti na besedo, da ima cilindrična oblika pri danih pogojih minimalen padec tlaka. In to je pravzaprav prevagalo, da smo se odločili, da bomo velike monolite, tale ta največji je 8 litrov, in tle je vzadej sedi avtor, Janez Jančar, ki je večino teh monolitov tudi naredil v živo, ker eno je teorija, druga pa potem praksa. In izkazalo se je, da če pravilno vodimo zadeve, se struktura ne spreminja. Vsi te monoliti imajo enako strukturo, se pravi od 0,34 ml najmanjšega monolita do trenutno največjega tržnega, ki ga imamo 8 litrskega, se te vrhovi prekrivajo in tudi homogenost teh monolitov je zelo visoka. Torej, ja, lahko naredimo velike monolite. Seveda, sam nosilec ni dovolj, treba ga je še spraviti v ustrezno ohišje, tle je tehnična risba, kako to izgleda. Imamo tudi v živo pol en primer, tle, da si bomo lahko gledali, če bo koga zanimalo, tako da jaz ne bi šel v podrobnosti. Kakorkoli, naloga ohišja je, da tekočino spravi skozi monolit in da je učinkovitost tega čim večja. In zdaj smo rekli, mi smo zmagali. Mi imamo
monolite, ki so majhni in so dovolj dobri tudi za industrijski nivo. Zaradi tega, ker 8-litrski monolit za plazmidno DNA in za viruse je več kot dovoljšnja stvar. Tako izgledajo različni. Tole so ta najmanjši, to je pa 8-litrska enota. In zdaj, caka, ne, vi, ki ste znanstveniki, in tako sem jaz mislil. Zdaj smo rešili vse in zmaga je naša. Svet čaka, da bo to pokupil, vsi hoče imeti najboljše. Ne? Napaka. Ne deluje tako, žal. Leta 1998, ko je bila firma ustanovljena in smo imeli monolite, smo se znašli pred zelo banalnim vprašanjem. Kako kupce, govorimo o svetovnem trgu, prepričati, da smo nekaj dobrega naredili? Problem. Imamo novo tehnologijo, o kateri večina ljudi niti slišala, ne, tistih nekaj, kar jih je slišalo, vanjo ne verjame. Vključno znanstveniki, da ne bo napake. Videli ste tisti citat. Smo majhno podjetje. Ciljamo pa pravzaprav svetovni trg. Vsak se vpraša, kje imam garancijo, da boste jutri še obstojali? Ni garancija. Tretje, govorimo o letu 1998. Neznana balkanska država. Dejstvo. Na lastna ušesa izjava. Veste, da si ne bi nikoli mislil, da v tistem delu sveta lahko razvijajo kaj novega. To brez sramu, so rekli. In ne nazadnje, ne, v primerjavi z velikimi svetovnimi firmami nimaš niti slučajno na voljo denarja za trženje in za promocijo, s katerimi bi lahko dejansko osvetil trg. Kaj zdaj? No, pa smo malo razmišljali, kdo so potencialni naši kupci. Vsekakor so raziskovalni inštituti univerze tisti, ki se tipično prvi soočijo in so pripravljeni sprejeti nekaj novega in testirati in pogledati, kako se obnaša. Ampak pravi trg seveda so farmacevtska podjetja, ki so podvržena strogi regulativi in posledično so tudi dokaj toga pri temu. Torej, kako prepričati, da imamo res kaj v redu? Jasno je, da vsi trdijo, da so najboljši. Če gledate reklame za pralne praške, je jasno, v istem dnevu sliši za enih 16 pralnih praškov, da so najboljši. In zdaj, kako boš vedel, kje je, ne? Kot sem že prej omenil, farmacevtska industrija je zelo toga in zaradi tega konzervativna. Inštituti in univerze so sicer zelo nagnjeni k temu, da bi testirali, ne pa tudi kupovali. Zaradi tega, kar je tudi na nek način logično, sej delajo s tem recimo promocijo, ne? Ampak za firmo je to fajn, da ti nekdo kaj pove, da dela v redu, ni pa nujno, da od tega preživiš. No in zato smo se odločili za en relativno nenavaden pristop. Razmišljali smo, kdo pa bi bil lahko tisti razsodnik, ki bi na kakšno od teh stvari, vsaj za tole, da so stvari dobre, odgovoril. No in potem smo se odločili, glede na to, da nismo imeli kaj dosti denarja, za par pristopov. Prvi, da bomo probali čim več svetovnim, kot jih mi imenujemo opinion leaderjem, povedati oziroma jim dati monolite za testiranje, da pogledajo, kako in kaj se da z njimi narediti. Drugo, kar je, da bomo kaj objavili, zaradi tega, kajti recenzenti so kljub vsemu neodvisni, pravi, če je nekje objavljeno, valjda nekaj na temu je, ne? In tretje, kar je seveda tudi zelo pomembno, je samo izobraževanje uporabnikov. No, tlele je par slikic ljudi, s katerimi sodelujemo in smo sodelovali, namenoma sem izbral tako zelo raznoliko druščino, ne. Suichi Yamamoto, recimo, je Japonc, napisal je knjigo o čiščenju proteinov leta 1998, František Švec dela na Berkeleyju zdaj, lani je dobil nagrado Ameriškega kemijskega društva za kromatografijo, Alois Ingbauer je iz Dunaja, je vodja Federacije za čiščenje, Tatjana Tanikova je iz Rusije, Vijaya Lakshmi pa iz Indije, se pravi, različni ljudje, različne kulture, različni načini razmišljanja, kar zelo dobro dene pri teh stvareh. Kot sem že prej omenil, publikacije tu in tam, malo zato, da se vidiš, malo, ko se ti fajn zdi, da tudi tvoje ime piše, predvsem pa v osnovi pri nas je bilo zato, da smo probali čim več neodvisnih stvari narediti. In tretje, izobraževanje uporabnikov, tle smo se spet odločili za en mogoče malo
nekonvencionalen pristop in to je, da smo organizirali oziroma organiziramo vsake 2 leti tako imenovano šolo, tule v Portorožu, kjer je možnost, da se srečujejo tako znanstveniki kot uporabniki, se pravi precej časa za debato, kjer se gledajo razni posteri in debatirajo v znanstvenih delih in kjer je seveda ažur. Social networking je ključna stvar za to, da v končni fazi lahko kaj tudi poveš, narediš. Potem je bilo tle še par dilem. Kako z intelektualno lastnino? Kdaj vložiti patente? Kdaj ne vložiti patente? Katere stvari zaščititi? Če se ne zaščitiš, imaš tveganje, da te kakšen prehiti. Če zaščitiš preveč konkretno stvar, ti bojo vsi ukradli. Kako boš na Kitajskem nekomu preprečil, da to dela? Ni načina, pozabi. Se pravi, kako široko področje zaščititi? V katerih državah zaščititi? Več držav, ko zaščitiš, bolj si zaščiten, več to stane. In tako naprej. Kup dilem, s katerimi, jaz vam ne bom dal odgovora na to, kaj narediti, to je case to case, ampak je pa to stvar, o kateri človek razmišlja. Kot firma v rokah lastnikov je tako, kdor misli, da lastniki tipično razumejo tehnologijo, se moti. Oni poznajo število patentov. Se pravi, po tej logiki je fajn čim več patentirati in s tem dvigovati vrednost firme. Po drugi strani greš lahko s tem v bankrot. Tako da je ena dilema. Kako zaščititi? Tle sem dal en primer, pa se niti ne bomo kaj dosti spuščali. Najprej probaš zaščititi cel svet, zaradi tega, ker če probaš zaščititi preozko stvar in se izkaže, da nekaj podobnega že je, cel patent padel, stvar je v javni domeni in nimaš nobene zaščite. Če zelo široko zaščitiš, potem traja proces do podelitve patenta precej časa, tipično se oklesti, tle so z rdečo dodatki, ki seveda ožajo in ožajo tisto, kar smo hoteli zaščititi in seveda cel ta proces zavleče obdobje, da dobiš patent, hkrati pa tudi nekaj stane. Torej, tudi to je vprašanje. Potem smo se srečevali s problemi prodaje. Kako? Spletna prodaja, tudi to verjeli ali ne smo probali, mislim, to obstoja kot možnost ne funkcionira. Danes smo vsi zasuti, pol gre itak v junk maile, pol te zbrišejo to. Sejmi so sicer fina stvar, vendar na velikih sejmih te redko kdo opazi, sploh če si prvič tam. In tipično kot majhna firma nimaš možnosti, da imaš ne vem kako razkošen štand. Distributerji, krasna stvar, vendar. Veliki distributerji se nočejo ukvarjati z novo tehnologijo zaradi tega, ker bi mogli vložiti precej truda in se učiti. Torej, se jim ne splača. Majhni distributerji so bistveno bolj nagnjeni k temu, da bi to delali, vendar pokrivajo samo majhen tržni segment. Spet je vprašanje, kje in kako. Obiskovanje strani kupcev, to seveda gre, vendar gre zelo omejeno in to je sigurno najbolj uspešno, če gre. Torej, iz tega logičen sklep naprej je imeti lastno prodajno mrežo. Vendar lastna prodajna mreža zelo dosti stane in si jo kot na začetku redko kdo lahko privošči. Torej, kaj je ideja? Ja, partnerstvo z velikimi podjetji, to je pa spet izziv. Če hočeš z velikim enakovredno nastopati, je to zelo težko, ker ponavadi te hočejo zminimizirati. Tako da te sodelave so sigurno zelo dobrodošle, vendar je tu potrebno biti izredno, izredno pazljiv. In zadnja stvar, ki se je tudi pokazala kot nujna je, ko smo prišli končno do industrije, so oni rekli, ampak mi hočemo imeti popolnoma okarakterizirano našo kolono. In tle se je ena stvar pojavila, o kateri prej kaj dosti nismo razmišljali. Delčni nosilci so mogoče delčni v kakšnem primeru tudi zato, ker vzameš majhen vzorček in narediš z njim kakršnokoli analizo. Če imaš en kos materijala, tega ne moreš narediti, ne da bi jo uničil. Torej je bilo tudi tle potrebno kar nekaj novih metod razviti. Razvijali smo metode za učinkovitost, ampak tle nismo kaj dosti novega naredili, te stvari so bile že znane, tudi da se da strukturo s padcem tlaka določiti, ni nič kaj novega, če jo dosti dobro poznaš. Kar pa smo sami razvili, vsaj za posebno skupino nosilcev, je eno čisto novo metodo, s katero lahko določiš tip pa količino liganda. To se pravi, je kemijske skupine, ki jo imaš na nosilcu. In to ti omogoča, da razločiš, katere skupine imaš. In to se je tudi izkazalo potem kot zadostno, da je sama industrija sprejela to stvar. No in s tem smo po našem mnenju res
izpolnili tiste pogoje, ki so potrebni in tudi sami zdaj nekje že verjamemo, da monolitne tehnologije res predstavlja neko novo obdobje. Za tiste, ki ste gledali tale film Odiseja 2001, mogoče veste, da je tale monolit padel nekoč na zemljo in je spodbujal razvoj možganov in naj bi se iz opice razvil človek. Zanimivost tega monolita tudi je, da je imel razmerje 1:4:9 in potem naslednji filmi, če ste jih gledali, se je šel tle v višje dimenzije, kar lahko vlečemo na analogijo s našimi monoliti, kjer lahko nove in nove možnosti odkrivaš. Da je temu res tako, je ta isti dečko, Gošon, 4 leta kasneje napisal, potem sem prebral nekaj 100 papirjev, namenjenih karakterizaciji, pripravi, bla, 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 monolitnih kolon bodo nekega dne po njegovem mnenju postale glavni gonilni konj, gonilna sila za kromatografske ločbe. Torej, toliko o znanosti in načelnih stališčih, kar je lepo, ker se ljudje sproti spreminjajo in gledajo. Druga taka stvar je recimo tukaj, ko se pojavljajo še članki o temu, da verjamemo v to tehnologijo, je tudi tale shema stavbe, ki bo kmalu stala tle v Ajdovščini. Kam bomo šli naprej? Tale dečko je rekel, najlažje napoveš prihodnost tako, da jo izumiš. Mi pač bomo probali na tem delati. Zdaj, koliko bomo uspešni in kam se bomo ozrli? Sigurno nas čakajo nove oblike nosilcev. V naravi imamo krasne primere, kristalov, koral, ki nam kažejo, da verjetno te stvari, ki jih imamo danes, niso optimalne. Imamo v živi naravi tipe, lovk, ligandov, se pravi oblik kemijskih skupin, ki so sposobne, recimo drevesa, krasno loviti svetlobo, hrano in tako naprej. Ampak, sploh mamice, berete krtka, berete, ste mogoče opazili tudi to, karkoli človek planira, tako ali tako bo drugače. Tako da, kaj bo prinesel čas, bomo še videli, kakorkoli. Jaz bi se vam zahvalil za vašo pozornost in če so vprašanja, bom vesel za odgovor. Hvala. Hvala lepa, Aleš, za izjemno lepo in zanimivo predavanje. Predlagam, da se za nadaljevanje malo sprostiva, obsedeva in prebijeva let z nekaj vprašanji, potem bi pa dali možnost seveda tudi publiki, da povpraša vse, kar jo v tem zvezi zanima. Mogoče se za začetek vrneva k tvojim študentskim časom. Po osnovni izobrazbi si kemik, diplomiral na smeri kemijsko inženirstvo v Ljubljani. Tako je, ja. Vsaj študentje v Ljubljani smo običajno inženirce smatrali kot kemike, ki obvladajo nekaj kemije, pa veliko transportnih procesov, prenos toplote, snovi, veliko strojnih elementov. Očitno pri tvojem delu tega ni tako veliko. Mogoče je to samo zmotno prepričanje, ampak recimo vprašanje, kako recimo kemijsko inženirstvo pomaga in kako je vključeno pri tvojem raziskovalnem in razvojnem delu? Ja, to je v bistvu lahko in težko vprašanje, ko dozameš. Po mojih izkušnjah, ko se lotiš nekega problema, ga vidiš iz enega zornega kota in to je ti zorni kot, ki ti je ponavadi blizu. Bolj, ko pa se poglabljaš v stvari, se pa izkažejo še druge dimenzije, ki jih spoznavaš. V konkretnem primeru, tle jaz mislim, da je to kar precej pomagalo, da ne bo napake. Jaz seveda niti slučajno nisem edini, ki sem tle razvijal te stvari in tle cel tim od zadaj, ki smo na tem delali. Ampak kemijsko inženirstvo, predvsem iz stališča, toliko iz stališča naprav ne bi niti rekel, da je bilo v prvi fazi kaj zelo pomembnega. Bistveno bolj je bilo pomembno, recimo, iz stališča razumevanja, kako te nosilce oblikovati, kako spremeniti strukturo, ker tle pa gre za prenos mase in pri sami pripravi gre tudi za prenos toplote. Tam so te inženirski pristopi bili, bom rekel, zelo koristni.
Verjetno pa bi nekdo drug, recimo z drugim znanjem, recimo znanjem fizikalne kemije, se najprej osredotočil na adsorpcijske pojave, ki so pri kromatografiji ravno tako pomembni, ali pa še bolj. Spet kemik bi verjetno šel najprej na organsko sintezo na trdnih nosilcih, dizajniranje ligandov. Tako da, jaz mislim, da ko imaš en konkreten problem, se ga lahko lotiš ponavadi iz več zornih kotov. In fajn je pa, da tisto, kar res znaš, najprej probaš uporabiti, ne smeš biti pa ozek in se na to omejevati. Širina znanja je pomembna. Absolutno. Kako je pa biti vodja razvoja kot mlad inženir? Jaz si nikoli ne bi predstavljal, da bi takoj po diplomi se vidim recimo v razvojnem oddelku, ne pa vodja razvoja. Kako to izgleda? Ja, to je spet treba gledati malo v kontekstu vsega skupaj. Takrat je bila ta firma še tudi zelo majhna, tako da, če gledam svoje delo danes ali pa takrat, je nekaj svetlobnih let razlike. Zdaj, če imaš ti tim 2-3 ljudi, je v bistvu to, greš na pijačo in se zmeniš vse, dnevno ni problema. Potem pa, ko to raste, ko postaje organizacijske zadeve, moraš pravzaprav strokovno stvari voditi in pa tudi organizacijsko voditi. Potem je tle kadrovska politika, potem je tle timska dinamika, ki se dogaja tako in drugače. Se pravi, kup drugih problemov je, ki jih moraš reševati, če želiš, da neka skupina ljudi dejansko živi in diha za dosego nekega cilja. Tako da, recimo v to firmo, kot je danes, tle si jaz sebe niti slučajno ne predstavljam, da bi lahko kaj takega prevzel. Treba začeti postopoma. Absolutno. Pač takrat je bila majhna firma in tisto najlažje si je nek naziv podeliti. Takrat kaj dosti niti ne razumeš čistočno, kaj ne bi delal. To je tako. Ja. Vprašanje o patentih, recimo. Mene je presenetil podatek o velikem številu znanstvenih člankov, pa relativno veliko število patentov tudi. Delno smo odgovor že slišali, ampak večkrat se sliši izjave, da če želiš patentirati, ne moreš objavljati, oziroma če želiš patentirati, ne smeš objavljati in če objavljaš, ne moreš patentirati. Zdaj, očitno, po tem, kar smo danes slišali, take izjave dajo tisti, ki nimajo potrebe po trženju in pridobivanju kupcev. Kako je s tem? Ja, to sigurno ni res. Res je, da če ti stvar objaviš, jo načelno ne moreš potem patentirati. Izjema je ameriško pravo, kjer avtorji lahko še 1 leto po objavi vložijo patent. V Evropi to ni možno. Ampak načelno pa, ko ti enkrat vložiš patentno aplikacijo, je stvar zaščitena s tistim datumom. Seveda obstaja tveganje, da patent ni podeljen, ampak tako ali tako po 1 letu je patentna aplikacija objavljena in tudi, če patent ni podeljen, pač tisti, ki bojo brali patente, to informacijo videli. Se pravi, ni razloga, da ne bi drugi dan po tem, ko si ti vložil patent, objavil tudi članek. Je pa mogoče še ena stvar, ki sem jo majčkeno nakazal prej, pa bi jo bilo vredno morda še kaj doreči. Članek in patent, tako kot jaz gledam, sta 2 zelo različna svetova. V članku probaš biti znanstveno eksakten, stvari napisati tako, kot so. Načelno bi mogla biti vsaka raziskava ponovljiva na osnovi tistega, kar je v članku napisano. V patentu po drugi strani probaš zaščititi čim širše stvar in jo po možnosti tako zamegliti, da tisti, ki to berejo, ne znajo tega ponoviti. Se pravi, ima tudi konceptualno logiko je zelo različno odzadaj, če tudi gre za isto stvar. Tako da, tle ni omejitev. Pač moraš pa vnaprej razmišljati seveda, kaj in kako in kdaj. Je pa možno, da firma, recimo, zdaj, če govorimo o podjetju, enostavno se odloči, da določene informacije ostanejo know-how podjetja, in potem ni niti objave, niti patenta. Če smatrajo, da bi bilo kakršnokoli pokazanje informacije, ker tudi patent v končni fazi je javna listina in jo lahko vsak pogleda, da bi bilo preveč tvegano. Se pravi, to je edini razlog oziroma možnost, ki jo jaz trenutno vidim, zakaj česa ne bi nikakor pokazal. Ali eno ali drugo stran. Mogoče za zaključek tega uvoda vprašanja še
pogled na odnos znanost-industrija. Tukaj v Sloveniji večkrat govorimo, strani industrije prihajajo očitki, da znanost ne podpira potreb industrije, znanstveniki pravimo, da industrija velikokrat ne ve, kaj bi rada. Očitno se da skombinirati nekaj, kar smo videli na primeru BIE, ampak tukaj se je združilo znotraj iste firme tako želja po nekem izdelku tržnem, kot seveda tudi znanje. Kaj se ti zdi je tisti razlog, da znanost in industrija nekako ne prideta skupaj, vsaj bolj kot, oziroma toliko, kot bi si želeli? Ja, to je po moje zelo težko v splošnem reči, je pa nekaj res. Jaz lahko govorim bolj iz lastne izkušnje, glede na to, da delam v razvoju, da pravzaprav je zelo težko temeljito eno stvar do konca raziskati v času, ko moraš imeti že produkt na trgu. Se pravi, ti si prisiljen delati neke bližnjice in privzemati določeno tveganje. In tle gre za eno razliko v tudi dojemanju stvari. Nekako znanstvenik po duši je raziskovalec, je otrok, išče in tako naprej. In mu je izziv to, da pride stvari do dna. Trg se pa spet spreminja od danes na jutri, potrebe, želje se spreminjajo in podjetja morajo temu slediti. Se pravi, kaj pa vem, jaz mislim, da je neka konceptualna razlika v dinamiki, za katero ni kriv verjetno nihče. Gre za naravo stvari, ki je drugačna in zato je zelo težko oziroma moraš imeti zelo eno jasno vizijo dolgoročno, če govorim za podjetje, da omogočiš dovolj časa, pravzaprav, da se ta vizija skozi ustrezno raziskovanje, kar pa je fantastično, če to gre, potem realizira v produktu, ker potem se počutiš varnega in poznaš praktično vse. Je pa to redek slučajno, tako bom rekel. Po mojem je to glavni razlog, zakaj prihaja do teh navideznih konfliktov. Hvala za ta razmišljanja. Predlagam, da dava besedo oziroma možnost za vprašanje še publiki. Gotovo je... Jaz bi imela eno vprašanje, sicer vezano bolj na sodelovanje s preostalo slovensko industrijo. Koliko vaših proizvodov pravzaprav slovenska farmacevtska industrija trenutno uporablja, testira in koliko, naprimer, če gledamo v globalu, velikih svetovnih korporacij sprejema vaše monolite? Ja, kar se tiče slovenske industrije, je pravzaprav slovenska farmacevtska industrija omejena na dve podjetji. To sta Lek in Krka, praktično edine večji. S tem, da Krka se je zavestno odločila, vsaj do nedavnega, je gotovo bilo tako, da bo delala na trgu generikov in to relativno nizkomolekularnih, za kar te nosilci pravzaprav niso zelo primerni. Medtem ko z Lekom, kjer imajo, recimo v Mengšu Port 1, kjer naj bi eritropoetin delali pa še razne druge stvari, tam pa kar sodelujemo in tudi testirajo in uporabljajo te stvari. Tako da ja. Kar se pa tiče svetovne industrije, je pa tako. Zdaj, v velikih korporacijah so zelo konzervativni za sprejemanje novih tehnologij. Ne radi to naredijo, zaradi tega, ker imajo vedno pomislek, kaj če neka firma, dobavitelj, izgine. Namreč, zato, da ti postaviš en proces, ki je pod FDA regulativo, FDA je Food and Drug Administration, to je agencija, ki omogoča, da se lahko neko zdravilo, vsaj na področju Amerike, prodaja, EMEA je evropski ekvivalent, mora vse faze postopka pregledati, morajo biti validirane in načelno po tistem nespremenljive, oziroma karkoli se spremeni, zahteva ogromno dodatne dokumentacije. Torej, ti moraš biti prisoten prvič od začetka razvojne faze, kot možen dobavitelj, in drugič morajo imeti oni garancijo, da v primeru, da se zgodi karkoli, ne vem, te kupi neka večja firma in te ukine, enostavno, ker si konkurenca. To je možna realnost, da lahko dobijo tak produkt, kajti če ne, njihov proces pade. In malo kdo si to upa tvegati. Tako da glavni trg trenutno, recimo, je
so tele manjše, contract research organizacije, ki razvijajo produkte za recimo predklinične faze, prvo klinično fazo, drugo klinično fazo, kjer je zelo pomembno, da pridejo čim hitreje do rezultatov in tam so naši nosilci zelo, bom rekel, zaželjeni. V končni fazi se ljudje pol, ko enkrat stopijo v kontakt s produktom, imajo množico produktov in se ne ukvarjajo s tem, kdo je za tem. Če jim dela, dobro jim dela. Tako da, s časom pa je. No, zdaj imamo tudi nekaj večjih firm, kjer resno to noter upeljujejo, tako da, ampak je dolg proces, no, je zelo dolg proces. Še kakšno vprašanje? Glede na to, da imamo med prisotnimi kar nekaj tistih uporabnikov, ki testirajo, pa ne bi plačali, ne mogoče. Zdaj me bojo tepli, še kaj mi delajo. Zelo strokovno, kdaj bo kakšen nov izdelek, ki bo skrajšal pot do doktorata, recimo, kaj takega. To pošiljajo tam, brez znanja, diploma v tisti maili. Za konec bi seveda vse prisotne prosil še iz te danes zelo hladne dvorane za en topel aplavz za našega nocojšnjega gosta. Hvala. Hvala. Hvala.